A veš, da je seks med menstruacijo še vedno ena izmed najbolj tabu tem? Za nekatere je to totalen no-go, za druge je pa čist normalen del spolnega življenja. Kri, rjuhe in vprašanja v smislu, a je to sploh varno, a ni to nehigiensko, teh pomislekov je res ogromen. Živjo, Lara tukaj in danes bomo govorili odkrito o seksu med menstruacijo. Brez sramote, brez pritiskov in brez mitov. Pogledali si bomo, a je varen, zakaj ga nekateri obožujejo, zakaj drugim ni prijeten in kaj je pri vsem tem skupaj najbolj pomembno. Ko govorimo o seksu med menstruacijo, se hitro pokažeta dva ekstrema. Na eni strani so ljudje, ki rečejo, to je čisto v redu, ki je sploh tukaj problem. Na drugi strani so pa ljudje, ki rečejo samo ne hvala nikoli. Resnica je pa čist nekje vmes. Menstruacija sama po sebi ni razlog, da seks avtomatsko odpade. Hkrati pa ni isto, kakor seks kadarkoli drugič v ciklu. In to je čisto okej priznati. Ena od najpogostejših stvari, ki jih slišim, je to, da je seks med menstruacijo nehigienski ali pa celo nevaren. To preprosto ne drži. Menstrualna kri ni umazana. Če skrbiš za osnovno higieno in uporabljaš zaščito, seks med menstruacijo ni čist nič bolj umazan, kakor seks sicer. Veliko tega nelagodja izhaja iz tabujev in vzorcev, s katerimi smo odraščali. Drugi zelo pogost mit pa je, da med menstruacijo ne moreš zanositi. Res je, da je možnost manjša, ampak ni pa enaka nič. Če imaš krajši cikel ali pa ovulacijo bolj zgodaj, lahko sperma v telesu preživi več dni in lahko še vedno zanosiš. Menstruacija ni zaščita. S tem je povezan še mit, da med menstruacijo ne rabiš kondomov. Ravno obratno. Med menstruacijo je sluznica bolj občutljiva in tveganje za spolno prenosljive okužbe se lahko tukaj še poveča. Zato je zaščita še bolj smiselna. Zakaj pa nekatere med menstruacijo še bolj uživajo? Veliko žensk pove, da so med menstruacijo še bolj vzburjene, da hitreje pridejo do orgazma in da so občutki precej močnejši, kakor sicer. To ni naključje in tudi ni v glavi, ampak ima čist fiziološko razlago. Med menstruacijo je medenični pretel veliko bolj prekrvavljen, kar pomeni, da so genitalije bolj občutljive na dotik, pritisk in stimulacijo. Telo se lahko hitreje odzove, vzburjenje pride hitreje in občutki so tudi veliko bolj intenzivni. Poleg tega hormonska nihanja pri nekaterih povzročijo tudi večjo spolno željo ravno v tem obdobju. Čeprav pogosto slišimo, da bi mogla biti menstruacija čas, ko se telo umiri, je pri marsikateri ravno obratno. Želja po intimnosti in bližini je večja, orgazem pa ima še eno ful zanimivo prednost. Med orgazmom se sproščajo hormoni, kakor so oksitocin in endorfini, ki pa imajo v bistvu naravni protibolečinski učinek. Zaradi tega lahko pri nekaterih orgazem celo zmanjša menstrualne krče, napetost v spodnjem delu trebuha in pa tudi splošno nelagodje. Telo se sprosti, mišice se sprostijo in počutje je lahko po seksu dejansko še boljše kakor prej. Seveda to ne velja za vse, ampak za tiste, pri katerih se to zgodi, je seks med menstruacijo lahko presenetljivo prijetna ali pa celo terapevtska izkušnja. Zelo pomembno je pa povedati tudi to, da če ti seks med menstruacijo ni prijeten, je tudi to popolnoma okej. Če te moti kri ali pa če ti je neprijeten sam občutek, če te zmoti vonj ali pa enostavno nimaš nobene želje po intimnosti, s tabo ni čist nič narobe. Tvoje telo ima svoje ritme in meje in te se lahko iz cikla v cikel tudi spreminjajo. Seks ni obvezen, ne kadarkoli in ne med menstruacijo. To ni nekaj, kar bi morala preboleti, se navaditi ali pa sprejeti sam zato, ker je nekomu drugmu to normalno. Če ti ne paše, je to že dovolj dober razlog, da rečeš ne. Velik problem pri tej temi nastane takrat, ko se pojavi pritisk, bodisi od partnerja, bodisi od okolice, ali pa celo od družbenih predstav o tem, kaj naj bi bilo normalno. Pritisk v smislu, da bi mogla biti sproščena, odprta, kul, ali pa da je z nekom nekaj narobe, če mu seks med menstruacijo ne ustreza. Resnica je pa ful preprosta. Tukaj ni nepravilnega ali pa napačnega odgovora. Ni univerzalne izkušnje, ki bi veljala za čisto vse. Vsaka oseba ima pravico do svojih mej, svojega tempa in tudi svojega odnosa do svojega telesa.
Najbolj pomemben je, da poslušaš sebe in da se odločaš na podlagi tega, kaj je tebi v tistem trenutku prijetno, ne pa na podlagi pričakovanj ali pa drugih. Pri seksu med menstruacijo sta res najpomembnejši dve stvari: soglasje in komunikacija. Da lahko partnerju odkrito in tudi brez sramu poveš, kako se počutiš in kaj ti v tistem trenutku ustreza. Da lahko mirno rečeš, danes mi pa to ne paše in veš, da bo to sprejeto brez pritiskov ali pa občutka krivde. Prav tako je pomembno, da lahko poveš tudi obratno. Naprimer, meni je pa to ok, ampak zaščito ali pa rabim malo več časa, da se sprostim. Taki stavki niso kompliciranje, ampak samo jasna komunikacija, ki gradi zaupanje in varnost. Soglasje ni nekaj, kar daš enkrat in potem velja za vedno. Lahko se tudi spreminja iz dneva v dan, iz cikla v cikel in celo iz trenutka v trenutek. In to je popolnoma normalno. Kar ti je bilo ok en mesec, ti naslednjič mogoče ne bo in tudi to je čisto ok. Če partner tvojih mej ne spoštuje, problem ni v menstruaciji, ampak je problem v pomanjkanju spoštovanja. Zdrav in varen odnos pomeni, da sta oba slišana, da so meje upoštevane, ne glede na fazo cikla ali pa situacijo. Če se za seks med menstruacijo odločiš, je smiselno razmišljati malo bolj praktično in brez drame. Najprej zaščita. Kondom je ful dobra ideja, ne samo zaradi nosečnosti, ampak tudi zato, ker med menstruacijo zmanjša tveganje za okužbe in hkrati poskrbi za manj nereda. Pomembna je tudi higiena, ampak brez pretiravanja. Tuš pred seksom, po potrebi tudi po njem, je čisto dovolj, ni potrebe po agresivnem umivanju ali spiranju, ker lahko to naredi več škode, kot koristi. Telo ve, kako se samo uravnava. Kar se tiče nereda, kri je pač del te izkušnje. Temna rjuha, brisača ali pa stara postelina lahko prehranijo veliko stresa. Če ti je misel na rjuhe preveč neprijetna, je pa tudi seks pod tušem odlična alternativa. Voda marsikaj reš in hkrati omogoča tudi bolj sproščen občutek. Dobro je tudi to, da poslušaš svoje telo glede položajev. Nekaterim bolj ustrezajo položaji, kjer imaš več kontrole nad globino in ritmom, zato ker je telo med menstruacijo lahko tudi bolj občutljivo. Če ti nekaj ne paše, ni nobene potrebe, da stisneš zobe in nadaljuješ. Pomaga tudi to, da si vzameš več časa. Ne hiti in pusti, da se stvari razvijajo v svojem tempu. In če se sredi vsega odločiš, da ti ni več ok, lahko vedno nehaš. Ampak vse to so tehnične in praktične stvari. Najbolj pomembno pri seksu med menstruacijo je še vedno to, da se počutiš varno, sproščeno in spoštovano. Če tega ni, potem noben nasvet ne bo naredil izkušnje dobre. Seks med menstruacijo ni niti obvezen, niti prepovedan. Je samo ena od možnosti. Če ti paše super, če ne, tudi super. Najbolj pomemben je, da poslušaš svoje telo in se ne pustiš voditi mitom ali pa pritiskom okolice. To je bil moj video o seksu med menstruacijo. Zdaj me pa zanima, kakšno je tvoje mnenje. Si za, nisi ali je odvisno od dneva? Napiši komentar. Če ti je bil video všeč, mu daj en like, narodi se na kanal in vklop obvestila, da ne zamudiš naslednjih videov. Za še več vsebin o spolnosti in igračkah pa nas najdeš na svetožitka.com, lahko pa nas tudi obiščeš v naših fizičnih trgovinah v Ljubljani, v BTC-ju in na Rudniku ter v Kranju. Sled nam tudi na Instagramu, Facebooku, TikToku in Threadsih. Hvala, ker ste gledali ta video in se vidimo naslednjič.